Ukvarjajte se sami s sabo. Vzamite list papirja, evo, gospa Grgurevič, ki se oglašate, list papirja A4, vzamite kuli in tam napišite vaša programska izhodišča, če bojo dobra, prisežem, da jih prvi podprem. Ampak dokler jih nimate, se ne ukvarjajte z nami zaradi tega, ker ne izpadate posebej zrelo, politično zrelo, da na te mislila, da se kaj norčuje. V vsakem primeru, hvala vam, dal sem si duška in se vračam za katedro. Hvala, Gospa Grgurevič, želite repliko? Postopkovno, izvolite. Kolega si zasluži opomin, namreč To ni postopkovni predlog. Seveda, a ni? Glejte, o tem, komu dati opomin, odloča predsedujoči. Samo malo, počakajte, Izvolite, da oblikujem. Predsednika Fiskalnega sveta in podobne je imenoval za ekonomsko nepismene ljudi, se pravi izjemne strokovnjake, tako celotno ekipo, ki ni politično nastavljena, Ministrstva za finance, vse, ki povedo, da gre za navadni populizem in za 1 milijardo ali več luknje v proračunu. Žalitve uglednih ekonomistov, upam, da se tukaj strinjava. Predsedujoči, kar se pa tiče tega, da naj jaz nekaj tu napišem, pa vi prisežete, da boste to podprli. Vi ste vaše prisege, gospod Stevanovič, gladko pred nami vsemi prelomili. Tako da vaša beseda je popolni nič. Tako da zasluži si opomin, ker je ugledne strokovnjake Republike Slovenije na najvišjih položajih zmerjal z ekonomsko nepismenimi ljudmi.